Dober večer. Nov dan, nov poskus iskanja izhoda iz referendumske zagate. Gibanje Svoboda je v Državni zbor vložila pobudo za razveljavitev sklepa o posvetovalnem referendumu o dvigu obrambnih izdatkov na 3% BDP, ki ga je prejšnji teden v parlamentu izglasovala ad hoc koalicija Levica, SD, SDS in Nova Slovenija. Levica potezi premierja izrecno nasprotuje in ostaja pri stališču, da sta oba referenduma, tako o obrambnih izdatkih kot članstvo v Zvezi NATO, ki ga je kot možnost napovedal premier Golob, smiselna in v javnem interesu. Socialni demokrati, ki so prispevali glasove za razpis referenduma o obrambnih izdatkih, bodo zdaj še enkrat premislili. Previdna je tudi opozicijska Nova Slovenija, prvak opozicijske SDS Janez Janša, pa je današnji politični vrh pri predsedniku vlade bojkotiral. No in z nami je zdaj predsednik vlade Robert Golob. Dober večer, gospod predsednik. Dober večer. Predlagate torej razveljavitev referenduma o obrambnih izdatkih. Imate sploh dovolj glasov za to, glede na to, da Levica vztraja pri referendumu, SD pa še vedno razmišlja o tem? Torej, od prejšnjega petka, ko je bil ta referendum izglasovan, sem opravil celo vrsto pogovorov, med njimi tudi z večino ustavnih pravnikov in vsi, in tudi stranke, ne samo pravniki, so si enotni, da je tak sklep, kot je bil izglasovan, nejasen in v resnici zavajajoč. Levica je vložila referendum, ki je proti NATO, ki je mirovniški in ki nasprotuje kakršnemu koli povečanju obrambnih izdatkov. Podprle so pa stranke, ki verjamejo v NATO, verjamejo v povečanje oboroževanja in v resnici navijajo za še večje oboroževanje. Iz tega dvojega je treba iziti. Zakaj? Če že pride do referenduma, mora biti ta jasen, da ljudje vejo, o čem odločajo in da je izid tak, da se ga da tudi uveljaviti. To je bil edini razlog, zakaj smo sprožili in napovedali tudi nov referendum, če bo potrebno, zato da bomo prišli do jasne odločitve. Danes je bil zadnji sestanek v tem tednu in jaz verjamem, da je na nek način dozorelo spoznanje pri vseh strankah, za izjemo Levice, da je treba z vprašanjem, ki je nejasno in zavajajoče, nekaj narediti. Zato smo tudi vložili predlog sklepa, da se v bistvu razveljavi. No, Levica, kot rečeno, vztraja pri tem in je neomajna tudi pri formulaciji vprašanja, ne vidi nobenih težav. SD pa pravi, da je šla v referendum z iskrenimi nameni in da bo zdaj malček razmišljala o tem, ali je vprašanje recimo jasno. Se pravi o tem, kakšno vprašanje ne bi bilo, ne pa o samem referendumu. Kaj boste torej storili, ko boste prišli v parlament? Imate dovolj glasov ali računate na opozicijo? Jaz sem prepričan, da bo glasovanje, ponovno glasovanje, ko bo do njega prišlo, precej drugačno prvemu glasovanju. Zakaj? Zaradi tega, ker danes nihče ne more trditi, da ne ve, o čem glasuje. Tisti, ki bo glasoval za referendum, bo glasoval proti NATO, proti oboroževanju, za mirovniško politiko. Nič narobe s tem. Jaz bi z velikim veseljem tudi sam glasoval za mirovniško politiko, ko le ne bi živeli v tako norem svetu in v takih razmerah, ki vladajo danes v svetu. Danes res ni najbolj ugoden trenutek za ta premislek, nikoli pa ni prepozno, da se ta premislek izvede. Ampak najpomembneje je, da mnenje o tem, da je vprašanje zavajajoče, ni moje mnenje. To ni politično mnenje. Ustavniki, pravniki so bili na tej točki popolnoma soglasni. O vsem ostalem so imeli različna mnenja, na tej točki pa soglasni. Če bi bilo tako vprašanje potrjeno na referendumu, nihče ne bi vedel, kakšna je v resnici volja ljudstva. Ampak tu smo še vedno pri vprašanju jasnosti referendumskega vprašanja. Jaz vas pa sprašujem, če imate dovolj glasov. Čeprav razumem to, kar ste mi do zdaj povedali, jih v bistvu nimate. Nimate tega zagotovila, da boste res dobili vse glasove, vsaj vaših strank. Opozicije pa prav gotovo vam jih še tudi ni obljubila. Dajmo se pustiti presenetiti. Pa bo videla, vse, kar šteje, niso napovedi, vse, kar šteje, je dejansko glasovanje. Se bova po glasovanju pogovarjali. Ampak recimo glasovanje bi bilo prav gotovo bolj sigurno z vaše strani, če bi vezali vprašanje zaupnice vlade na to glasovanje. Na tak način bi prav gotovo, bom rekel, in Levico in SD pač lažje prepričali, da pridete do enotne politike glede tega vprašanja. Glejte, teh različnih poskusov, na kaj vse naj vežem zaupnico, je v tem mandatu bilo že ničkoliko, nikoli ni za njimi iskren namen, da se potrdi neka
politika, neka reforma, ampak vedno politikantstvo, da se vlada zruši. In danes so bili predstavniki opozicije v resnici zelo jasni. Glasovali so za referendum, ki je proti NATO, z enim samim namenom, da zrušijo vlado. Se pravi, pripravljeni so se odpovedati varnosti države, ne samo NATO, varnosti države, samo da vlada pade. Tako da razumem, kaj mi govorite, lejte. Ampak vi še vedno računate na opozicijo, če prav razumem. Ne, veste, na kaj računam? Na državotvornost in razum. In zdaj, ne brez da bi delal reklamo komorkoli, demokrati so jo danes jasno izpričali. Tako da mogoče niste čisto v vaših napovedih. Ne, to niso napovedi, to so samo pomisleke, samo vprašanja. Ne? Ker očitno vidim, da vlada ni poenotena glede tega vprašanja, ki je zelo pomembno. Ne? Jaz se pa sprašujem, ali ni dolžnost koalicije, da se o tako pomembnih vprašanjih, kot je vprašanje varnosti, vprašanje članstva v NATO, ki so v tem svetu današnjem zelo aktualna, dolžna nekako poenotiti, da ima jasno politiko, jasen cilj, ne pa da gre v parlament upajoč na glasove opozicije, za katero vemo, da vam lahko podstavi nogo. Koalicija ne gre v parlament nič upajoč. Predlog, ki smo ga danes podali, je predlog svobode. Vsaka stranka ima pravico do svojih politik. Politiko levice do oboroževanja, do NATO poznamo od prvega dne, ko so vstopili v vlado. Do zdaj nikoli do zdaj taka politika levice ni bila ovira, da ne bi izpeljali najpomembnejših sprememb na vseh področjih, za katere smo se zavezali. To področje je namenoma izpuščeno iz koalicijske pogodbe, ker nismo niti poskušali iskati soglasja, in da bi ga poskušali zdaj, se opravičujem, je prvič nepotrebno, verjamem pa, da so to mogoče kresanje koga iz opozicije. Ja, ampak zdaj se je pojavil problem, ne? Niti ne. Jaz pa mislim, da se motite, ni problema. Jaz verjamem, da če bomo šli na referendum, ne bo teh 7 milijonov, ki, če bodo res izsiljeni, ne bojo tako pa naloženi, da bojo ljudje jasno vedeli, o čem odločajo. To je vse. Ali bomo šli ali ne, se bojo odločile stranke. Kaj pa je z vašo napovedjo morebitnega referenduma o članstvu v NATO? Je ta zadeva zdaj dokončno ad acta ali je še aktualna? Je še obstaja ta možnost? Ta referendum vedno lahko se sproži. Moram pa zelo jasno povedati. Napoved, da bomo vložili drugi referendum, je sledila odločanju o tem nejasnem in zavajajočem vprašanju. Zakaj? Ker smo rekli, ljudje morajo vedeti, o čem odločajo. Drugi referendum je bil v funkciji jasnosti odločanja. Jaz sem v tem času dobil ogromno klicev, tako za to, da ostanemo v NATO, kot za izstop iz NATO. In veste kaj? Tudi jaz sem raje mirovnik, kot pa nekdo, ki bi zagovarjal oboroževanje. Pa vendar, če bo obveljal naš zahtevek, da se razveljavi sklep iz prejšnjega tedna, v tem primeru ne vidimo potrebe, da bi sprožili drugi referendum o članstvu v NATO. Kako pa odgovarjate na kritike, da že sama napoved takšnega referenduma, kot ste ga tudi vi predlagali in ki očitno še vedno ni, bom rekel, dokončno umaknjen z mize, pomeni neko neodgovorno dejanje, da je to igranje z varnostjo države, da pomeni celo spodkopavanje NATO, kar je v bistvu še najbolj na koncu v interesu Rusije. Verjamem, da te kritike prihajajo strani tistih, ki so popolnoma nedržavotvorno in neodgovorno prejšnji teden v parlamentu podprli referendum, v katerega ne verjamejo, v referendum, ki govori ravno to, in to je o mirovniški politiki Slovenije in o tem, da je treba ustaviti naše sodelovanje v NATO. Mogoče bo rekel, da niso prebrali obrazložitve referenduma in vprašanja, za katerega so glasovali, jaz pa vem, da so in so to naredili, kar so, iz enega samega razloga, ker jim je najpomembneje, da pade vlada. Kako pa odgovarjate na recimo to, kar je danes Janša napisal na X-u, da vladna koalicija ima več kot 50 glasov, da referendume lahko sama razpiše, sama jih lahko prekliče, sama jih je tudi predlagala, če se ne more dogovoriti, ne odstopi in neha delati škodo. Skratka, v tem smislu, da ste vi odgovorni. To poslušamo od prvega dne, ampak kljub njegovim napovedim je vlada in koalicija trdna in bo ostala trdna do volitev in verjamem, da tudi v naslednjem mandatu. Tako da najboljši odgovor, ki ga lahko dam, je, da bomo še naprej se zavzemali za tisto, za kar so nam ljudje tudi mandat zaupali. No, marsikdo pa ne samo iz opozicije ali pa z ene ali druge stranke se te dni sprašuje, kaj to rožljanje z referendumi pomeni za mednarodni ugled naše države, za verodostojnost Slovenije kot članice NATO.
Kaj vi pravite na to? Koliko škode smo si naredili v tem tednu, oziroma bom tako rekel, koliko škode ste politiki naredili v tem tednu v Sloveniji in vi ste kot predsednik vlade prvi med njimi? Do škode še ni prišlo, ker noben referendum še ni uradno sprožen. In zato je tudi naša današnja poteza, ko smo dali sklep o razveljavitvi glasovanja iz prejšnjega tedna, ravno to, kako preprečiti, da bi do škode prišlo. Mi smo v kontaktu s sekretariatom NATO ves čas od prejšnjega petka, tekoče obveščamo ga vsem. Do zdaj nismo dobili še nobenega samostojnega vprašanja, ker so vsem tekoče obveščeni in so zelo zadovoljni s tem, kar od nas tudi dobijo. Kaj pa kredibilnost glede tega, koliko smo pripravljeni odšteti za obrambo? Koliko denarja je pravzaprav Slovenija pripravljena nameniti za obrambo? Deklaracija na vrhu NATO, ki ste jo tudi vi podprli, predvideva 5% do leta 2035. Doma pa razlagate, da so edina naša zaveza 3% do leta 2030. Kaj torej drži? Oboje. V deklaraciji je zelo jasno zapisano, da 5% do leta 2035, vmes se bo pa leta 2029 naredil ponovni pregled, ali in na kakšen način se bo izpolnjevalo naše obveze. Se pravi, vlada se zaveda 5% do leta 2035. To je pogojnih 5% in še teh 5% ni za oborožitev, ampak je v resnici samo 3,5 za 1,5 pa za povezane projekte. Za civilne projekte. Tisto, kar smo pa mi že pred odhodom na NATO sprejeli v državnem zboru, v resoluciji, je pa ravno to 2% v letošnjem letu in 3% do leta 2030. To je bilo predstavljeno z moje strani v Hagu. Ne samo, da ni bilo pripomb, vsi zavezniki so to podprli, tako da... Pa bomo sledili našim zavezam oziroma bomo se držali naših zavez, namreč že od samega vstopa v NATO obljubljamo 2%, pa smo šele letos prišli do tega. Ravno zato, ker je Slovenija prvič po letu 2014 izpolnila zavezo iz Walesa, ki jo je dala 2014, nam zavezniki danes, ko jim povemo, kakšni so naši načrti, v resnici zaupajo. In zato imamo tudi tak ugled v NATO. In zato ni danes nobenega vprašanja o državotvornosti te vlade, ampak se vsi sprašujejo o državotvornosti opozicije. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.